In medtem, ko nekateri izbirate pravi kajak, drugi pa ste ravno dobro odprli novo sezono dogodivščin na vodi, so se tekmovalci že predstavili na prvih domačih tekmah. Slalomska konkurenca se že opazuje, poleg forme tudi nove čolne, s katerimi so vstopili v tekmovalno obdobje. Nekateri spremembe bolj skrivajo, pri drugih so opazne že na prvi pogled. Gledamo, s kakšnimi čolni ste tekmovalci vstopili v novo sezono. Pri tebi vidimo, da je to tvoj drugi čoln, Capsule 2, si tudi dizajner. Si poleg same oblike in vseh stvari, ki jih čoln mora imeti, da je hiter, dal kaj poudarka tudi na sam izgled, na lepoto, na estetiko, na barve? Nič kaj posebnega, no. Se mi zdi, da tale barva rumeno-črna je že kar tradicionalna pri meni. Tukaj sem mogoče majčkeno vraževiran leta 2005, ko so prišli kratki čolni v Valavo. Sem naročil tak čoln in takrat sem osvojil prvo kolajno na članskih prvenstvih, tako da se je ta barva kar prijela me, tako da zdaj, ko vidiš ta čoln, točno veš, da sem to jaz, tako da tudi če me drugače ne poznaš. Kako pomembno je, da imaš rad svoj čoln? Mislim, da je to res najpomembnejša stvar. Ne vem, kako je pri fantih, ampak punce, ali pa vsaj jaz, res zaljubim v svoj čoln in moraš res lepo skrbeti za njega, ker imaš tak edinstven odnos, se mi zdi. Zato tudi veliko časa posvetim izbiri barve, pa tudi dizajna, ki ga vsako leto sama narišem. In zelo pomembno je. Ja, sem razmišljal, da bi mogoče zamenil vsaj majčkeno odtenek barve, ampak ne vem, zaenkrat mi je še zmeraj kar všeč, bomo videli. Mogoče je že preveč punc ima tak čoln, tako da bomo videli. Nisi razmišljal o spremembi odtenka sive, ampak je to roza? Mogoče na vijolično, ne. Ne, se pravim, bomo videli. Mogoče, če bom imel čas pa voljo, da se majčkeno poigram na računalniku, da kakšne drugačne barve, kakšen drugačen dizajn naredim. Mogoče drugače pa, ne vem, vse je tak lep, privlačen. Koliko pa ti je sicer pomembno, kakšen je izgled samega čolna, kakšne so barve? Vidimo, da imaš poseben motiv na njem. Ja, definitivno je tako, ko se odločim za čoln, vedno pomislim, da bi nekaj novega dala gorno, nekaj, kar še nima nobeden. Drugače pa, barve so mi pomembne, mislim, v črno-belih čolnih veslam že skoraj celo življenje. Tako da te dve barve sta mi tudi najlepši. Drugače je pa tako, prve 3 mesece so ful pomembni, pa ko se čoln zlomi pa podrsa, pa itak krata grd, tako da je prav vseeno v bistvu, kaj imaš. Kar se tiče samih barv, najbrž ne moreš čolna pobarvati kar sam. Ne, tu ga proizvajalec pač ti mu poveš, kakšne barve bi rad imel in ti proizvajalec medtem, ko ga naredi, da že v kalup noter barvo. Tudi če bi imel rad kako slikco gor, ti tudi noter špricne, tako da to je od vsakega posameznika odvisno, komu je všeč in to naredi. Ta tvoj motiv je dokaj dihovit, saj za tiste, ki smo zrasli mogoče s tem likom. Kaj si hotela povedati, ali je vse skupaj bolj za hec? Ne, vse skupaj je bilo bolj za hec, vedno mi je bila ta risanka všeč, tako da sem rekla, da dam nekaj takega gorno in ta možiček mi je res zelo pri srcu, tako da upam, da bo prinašal tudi kaj sreče. Kaj pa ta motiv na njem, ti krogi, roža, karkoli že to je? Ja, krogi, to je pač res samo trenutna inspiracija. Ne vem, zakaj so mi tako všeč in potem sem kar jih narisala. Narišeš 1, 2, 3 več nekih vzorcev, pa se potem odločiš. Koliko časa posvetiš temu? Jaz kar veliko, tako razmišljam o različnih idejah, pa verjetno nisem edina, ki to počnem, se mi zdi, da vsak poskuša tako par idej spraviti na papir in potem moraš to tudi na računalniku narisati, da zato lahko proizvajalec to naredi. Jaz imam srečo, da je moja teta se ukvarja z dizajnom in mi potem ona to spravi na računalnik, da pride res tako točno, kakor si zamisliš. Je všeč čoln koga drugega? Pa so mi čolni všeč tako, bela barva pa sinje-modra je izredno lepa. Takrat, ko sem se pol za rumeno odločil, sem tudi razmišljal o sinje-modri pa rumeni, pa se na koncu za rumeno odločil. Tako da, ne vem, so ene par čolnov tako kar lepih za pogledati. Ampak, če se uvrščaš redno na stopničke, potem je potrebno imeti tudi lep čoln, ne? Ja, moraš biti lep, ja. Ko pa bodo prišle na vrsto pomembne tekme, bo važno samo čigav čoln se bo prvi zasvetil cilju.
Sredi junija se bodo slalomisti zbrali v Španiji, kjer bo na sporedu Evropsko prvenstvo. Svetovni pokal se konec istega meseca začne pri nas v Tacnu in konča s 4. preizkušnjo v Pragi. Vmes pa bo tudi predolimpijski test v Londonu. Vrhunec sezone bo med 7. in 11. septembrom, ko bo v slovaški prestolnici na sporedu svetovno prvenstvo.